gledališču, ki svoja vrata odprl leta 1998. V tem objektu ima sedež Zveza Slovencev na Madžarskem, Radio Vonošter in uredništvo časopisa Porabje. Poleg tega pa delujeta še hotel in restauracija Lipa. V našem hotelu imamo 22 sob in 2 apartmaja. To pomeni, da lahko gostimo naenkrat 54 oseb. Bilo je mišljeno na začetku, da za en avtobus. Poleg tega imamo restauracijo za 150 ljudi. Na našem jedelnem listu imamo slovenske in tudi madžarske jedi. Tukaj pa zdaj smo trenutno v konferenčni dvorani, ki je za 180 ljudi. Tukaj se odvijajo koncerti, prireditve, srečanja. V nedeljo bomo imeli tekmovanje v šahu, zato imamo tako urejeno. Na pritličju imamo še razstavni prostor, kjer imamo tekom leta 5 do 10 razstav, ki jih organizira Zveza Slovencev na Madžarskem. Drugače pa Zveza Slovencev na Madžarskem ima več folklornih skupin in tudi druge skupine, ki imajo v naši hiši vaje, ponavadi v razstavnem prostoru. Našim gostom nudimo še savno, teniško igrišče, igrišče za otroke, fitness na prostem in tudi nudimo jim kolesa v najem. Kaj sem še hotela povedati? V naši hiši probamo zaposliti osebe, ki imajo slovenske korenine oziroma ki govorijo slovensko. V zadnjih časih pa imamo težave, ker nimamo kadra, ker vsi grejo v Avstrijo delati zaradi boljše plače, višje plače. S temi plačami pa mi žal ne moramo tekmovati. Ampak, če pa zaposlimo koga, ki ne zna slovensko, jih naučimo ali sama ali pa hodijo na tečaj slovenščine, ki ga organizira Zveza Slovencev na Madžarskem enkrat spomladi, enkrat pa poleti. Naše podjetje Porabje d.o.o. tesno sodeluje z Zvezo Slovencev na Madžarskem. Imamo skupne prireditve. Med letom organiziramo na primer Porabske koline, PUS, Lipafest, to je mednarodni festival plesa, Martinovanje, na primer literarne večere. Poleti vsak vikend imamo ohcet v naši restauraciji, tako da se dogaja pri nas. Naši gostje so večinoma iz Nemčije in Avstrije, tudi iz Italije. To so ljudje, ki hodijo sem službeno. Največ gostov smo imeli pred leti, ko so imeli ne vem kakšna dela v tovarni Opel in takrat smo imeli veliko delavcev iz Nemčije. Tudi Slovence imamo, samo to so izletniki, ki pridejo za en dan. Ja, in grejo okrog tukaj, gospa Marjana jih ali pa nekdo drug jih vodi po Porabju in potem pri nas imajo kosilo. Fajn pa bi bilo, če bi pri nas prespali vsaj eno noč, ker drugače... No, pa bi lahko kakšno noč prespal. Se bo danes. Bom počutil danes. Monošter je majhno mesto, ampak gostje, ki pridejo sem, lahko se počepajo po 3 državah, ker smo na tromeji. Tu je zelo blizu Avstrija, 3 km, Slovenija je 15 km daleč od nas. Tu je slovensko Porabje in Narodni park Ršek, tako da tudi slovensko Porabje in Narodni park Ršek skrivajo kulturne in naravne znamenitosti, ki so vredni. Našim gostom pa, mislim,
pakete damo vstopnico za terme Monošter, ker mi wellness storitve tukaj v našem objektu nimamo. Pa tudi smo na razpolago gostom pri pripravi programov. Jim damo prospekte, zemljevide, lahko kolesarijo. Mađarske ceste so bolj takšne, ampak v Sloveniji in Avstriji so boljše. Tako da, toliko sem hotela jaz povedati. Koliko se pa zaposlenih? Prosim? Koliko se zaposlenih? 18. Vse skupaj. Kako je pa zasedenost? Zdaj, letos na začetku leta imamo vedno zelo slabo, ker po mojem tisti, ki hoče iti na wellness, zdaj so poleg term odprli spet hotel s 4 zvezdicami in po mojem gostje hodijo bolj tja, ker tam je wellness tudi, ampak poleti pa imamo. Pa imamo več gostov. Zdaj, julija in avgusta smo imeli največ gostov. Imate s slovenskimi agencijami turističnimi kakšne stike, a se zanimajo, a mogoče vam pripeljajo turiste? Recimo pridete na sejem Alpe Adria, da bi se tam promovirali. Enkrat smo bili v Portorožu, enkrat smo bili v Ljubljani, ampak se, mislim, pogajamo s Korpasom. Z relaksom smo imeli, ampak ni bilo povprašanje, to ni bilo pozitivno zaenkrat. Poskušamo pa. Nekaj časa se, Ja. nekaj časa se pogovarjamo s skupino Sava, ne, da bi se, oni so tudi že prišli sem svetovati, ne, da bi se bolj povezali, ne, da bi, ampak stvari grejo včasih zelo počasi, ne, tako da se ne da premakniti. Dobro, da če bi ena velika turistična agencija se tukaj, oziroma veriga, ne, slovenska turistična, se tukaj plasirala, bi bilo dobro, ne, bi bilo za oboje dobro, ne, za Lipo in za njih, ne, ker bi na mađarski trg prišli. Število mađarskih turistov v Sloveniji, ne, ko smo zdaj tukaj, ne, ker je po svoje tudi zanimivo, se povečuje na leto za 20%. To je rast, ki je, bom rekel, zelo velika. Zadnji podatki so bili, da vsako leto je 20.000 več, ne. Zdaj bo da drugo leto bo pa še večja rast. Ne. Tako da, in obratno, ne, da Porabje, ne, je zanimivo za slovenski turistični trg. Ne. Zdaj hodijo v glavnem tukaj, kar je narobe, ne. Hodijo skupine, oni imajo tam, kako leto so imeli do 80-100 avtobusov, ne. To so skupine, ki so pridejo, so razne, bom rekel, karkoli bom govoril, ne jemati determinirano. Župnik z Velike Polane, z Dolenjske, penzionisti z Ljubljane, gimnazija z Viča, glavnem tako. Pridejo, pogledajo, ne, pojejo tukaj kosilo, čim bolj cenej, ne, to je najbolj važno, ne, ker ti bojo čim manj zaslužili, se prav pojejo za 5 evrov kosilo, pogrejo si mesto, pogledajo, pogrejo pa domov, ne. Pa kar bi radi tukaj naredili Anita in vsi skupaj, in zato rabimo tukaj na slovensko pomoč, da bi tukaj dali eno dodano vrednost, da prijo vam to ne rabe razlagati. Turisti, ki so kvalitetni, ne. Nič proti temu, da pridejo, jaz sem zelo veselka, da prijo gimnazijci, ne, ker ti bojo prišli še, se bojo zapomnili, pa bojo prišli še, ko bojo imeli več denarja, ko imajo danes. In za tiste ni problem, ne, da jim narediš kosilo za 5 evrov, pa ogled mesta za 3, ne. Za penzioniste, bom rekel, je že dobro, kljub temu, da smo zdaj, eni ste že pri vas penziji, ampak vse jaz mislim, da ni problem, ne. Tudi kosilo za 8 evrov, pa še nekaj zaprav. Problem je v tem, da v Sloveniji imamo, kar se tiče, ne samo Porabja, glede Mađarska in predsodek, ne. Vsi mislimo, Mađarska je pocen, tja gremo, to je ta prva zgodba, ne. Gremo poceni, jesti pa piti, ne. Pa ni res, ne. Pa se zato ne hodimo, poceni jesti pa pijemo lahko doma, ne. Greš v ono gostilno, ki ni toliko draga, ker ta druga, pa če hočeš poceni jesti pa piti, pa
greš v trgovino, pa skupiš po ceno vino, pa po ceno. No. Greš za to, da greš nekam, ker imaš neki, bom rekel, za en poprečen ali pa normalen denar, in to lipa nudi, ne, imaš eno veliko kvaliteto. Ne. In to bi radi mi naredili, ne tukaj, ali pa to bi radi oni naredili, jaz ne smem ni reči, ne. Jaz sem tukaj samo na obisko, pa šel. Da bi, se pravi, da bi bila ta dodana vrednost. Ne. Se pravi, mi imamo danes ene kvantiteto, ki ni tako slaba, ne, ampak z te kvantitete bi radi prišli Joži, Anita in vsi tukaj, ki delajo eno kvaliteto, da bi bilo malo več vsebine. Vsebina ni problem tukaj dodati, to ste videli danes pa jutri, ampak da bi bilo tisti ljudje, ki prihajajo, da bi rekli, ja, to se pa splača, ne. Nekaj, za kar dam pa jaz še 2 evra ali pa 3 evre več. Ne? Samo če dovolite, Ja. tu je treba meni ta celovita ponudba, da je slovenska zgodba. To se pravi, da on pride v hotel, ampak da vidi vse, kar je tu slovenskega značaja na tem območju. Potem, če je to ta tura, potem, bom rekel, slovenskih, zgodovinskih in današnjih točkah, potem, če tako ponudite vi, agencije, najbrž bo to vabilivo, ker tega do zdaj, kot jaz vem, na turističnem tržišču tega ni. Ne, problem je v tem, da jaz se sploh ne skrbim. Ljudje, ki pridejo sem, ne, jih tukaj, bom rekel, primerno skrbijo, ravno s to vsebino. In pokažejo slovenski vidik, mazej kmetija, ki je dodatna vrednost, so povezane. Vi boste marsikaj videli tukaj, se pravi, je možnost, se pravi, ta slovenski, se pravi, kako bom rekel, turistična tura, ki je povezana s slovensko, bo pravijo, ne, se pravi, tukaj spiš, pa ne vem, pa imaš kosilo, si ogledaš lahko cel kup stvari, ki so povezane s slovenstvom, to obstaja, to ni problem. Ne. Problem je v tem, da v Sloveniji, ne, te zgodbe še ne znamo percepirati, ne, da je to, porabija je tisto nekaj, hodijo oni, ne, jaz pravim temu zmeri, jaz sem cel življenje z manjšinami ukvarjam. Ne. In največ škode naredijo manjšinam tisti, oj božime, roškodijo nazila. Ne. Se pravi, tisti, ki pravijo, ja, bogi Slovenci porabijo, bogi Slovenci na Koroškem, niso bogi. Oni niso bogi, pogledajte, Anita Boga, Joži Bog, niso bogi. Ne. Oni so tukaj, ki živijo tukaj in ki nekaj hočejo narediti, ki hočejo preživeti, ki hočejo z tega nekaj narediti. In mi moramo reči, to je nekaj, kar je zanimivo za slovenski turistični trg, ali pa tudi za druge, tudi za slovensko gospodarstvo. Zdaj se trudimo res nekaj zadnjih časih, kar bomo mogoče tudi na turističnem področju, da bi Slovenija dala ene spodbude za slovenske gospodarstvenike, ki bi tukaj investirali. To, se pravim, da Brigita se Ja, če lahko ta zgodba je zelo stara, ker jo poznam. Tu je v tej klejski dvorani je bilo ničkoliko srečanj lani o tem, da bi prišlo do gospodarske izmenjave. Ampak jaz pa vidim možnost in sprašujem, če lahko oba. Kakšna je izkupiček skupnih projektov Krajinskega parka Goričko in Örše, ker vem, da ta obstaja? Ali še obstaja? Ne, jaz bi si želel več, ne? Ampak izkupiček projektov, ki jih pa dela Razvojna agencija Slovenska krajina, ne? Ki je ustanovila Zvezo Slovencev na Madžarskem, je pa veliko večja kot tale, kot ti omenjaš, nekaj vi omenjate. Se pravi, da če se nekdo loti, in zdaj, jutri bomo imeli malo več priložnosti videti. Vse, kar boste videli novega, tukaj porabijo, je bilo narejeno, tudi to igrišče danes, tukaj vidite, ki je čisto novo, zunaj, ki ste prej videli, je narejeno z čezmejnih projektov Slovenija, Madžarska, ki ga vodi Slovenska, Razvojna agencija, ki je ustanovila Zveza Slovencev na Madžarskem. Jutri bomo na kmetiji, ki jo vodi direktorica tudi, vam bo več povedala. Se pravi, da manjšina je tukaj spodbujevalec razvoja, ne sam zase, ampak za celotno okolje. Če lahko samo zelo spodbudno, dovolite nekaj, Ja. ker je, da lahko tu sploh slišimo slovensko besedo. Ker prišla sem k ta hotel, sem poročala od tu in so me spraševali v madžarščini in jaz madžarsko, nažalost ne govorim, ampak ta hotel je sofinanciran iz slovenskega proračuna. Zdaj sem dobila pojasnilo, ni kadra, nažalost. Ja, ampak te zgodbe so, jaz mislim, da ne smemo tega posploševati, ne. Jaz sem, kar se tiče manjšin, fahidiot, ne. Ampak, ko pridemo v Italijo, ne,
pa prijemo na Koroško, lahko imamo podobne pripombe. Ne? Ja, ampak v Trstu- Ja, jaz tudi pravim, ne, jaz bi si želel, jaz sem zelo vesel, kaj delati, tudi Trsto je drugače, tudi tam za italijansko Malo govorijo slišiš. slovensko. Ja, Brigitte, oprosti. Jaz bi zdaj rabil 3 ljudi, ker na začetku leta smo hoteli zapreti restauracijo, vse to, ker nisem imel kadrov. Imeli smo lani na primer eno natakarico, ki je šla v eno zakotno vas tukaj blizu Jenersdorfa in dobi 1200 evrov neto. Torej, če mi pošljete za 400 evrov ljudi, ki znajo 3 jezika, mađarsko, slovensko in nemško, jih radi spravljam. Ampak mi v porabi nimamo. V porabi imamo 3000 ljudi. Nataliteta pada. Enostavno imamo problem s kadrom. Ja, ne želim polemizirati, ampak vsi staroselci govorijo porabski jezik. No. Otroci se pa tega ne učijo, ker ne vidijo ekonomskega interesa, učijo pa se nemško, ker je Opel in ker so glavni kupci v trgovinah Avstrijci. To je problem. Torej motivacija mora biti, ne? To je problem. Ja, na tem Ampak- se dela. se je ravno to govorim, zato pa slovenska država, prosti Jože, da skočim. Slovenska država pripravlja v tem trenutnem program spodbud za slovenske gospodarstvenike, po mojem mnenju finančno prenizko vrednota, ampak začetek je v redu, vse začeli bomo, da bomo spodbudili, da bojo slovenska podjetja tukaj odpira ne velike obrate. Jaz si ne predstavljam, da bo Krka odprla, kar bi bilo idealno. Ne? Tukaj firmo, podjetje za 300 ljudi, pa je rekli, mi bomo zapustili 300 ljudi, ki govorijo slovensko. Ampak jaz pravim, če bomo začeli na ta način, ne, da bomo odprli eno podjetje, ki bo zaposlilo 5 ljudi, od 3 od tega bojo mogli slovensko govoriti, bo že velik napredek. Jaz si v tem trenutku vidim veliko takih majhnih priložnosti. Ne? In še nekaj, ne? Jaz sem v Sloveniji, smo se veliko o tem pogovarjali, zdaj bom rekel, mi imamo kapitalizem. Kaj si vsak s tem misli, ne? Jaz imam svoje mnenje, pa ga ne bom povedal na glas, ne? Ampak ga imamo, ne? In kapitalizem ima svoje zakonitosti, ne? Jaz sem že nedolgo tega sem en intervju, ko so me ravno to spraševali, ne? Tako, ja, jaz vem, fajn bi bilo, ne? Ampak kam grejo kapitalisti, tam kje dobiče? Ja, dobička tukaj ni. Ali pa če češ, zdaj pa če ćemo mi ustvariti kot država, da bo spodbujamo, da bo tukaj, mi smo zainteresirani, mi smo si ustavo zapisali, da spodbujamo slovenske manjšine za mesto. Porabci so del tega. Res majhen del, ampak pomemben del. Za tako majhen narod, ko smo mi, je vsakih takih 1000 Slovencev zelo pomembni. In mi moramo se pol loti tega, da bomo spodbujali. In spodbujaš pa lahko tako, da pomagaš, ne? Pomagaš lahko njim neposredno ali pa pomagaš tistim, ki posredno prispevajo k temu, da se tukaj ohranja slovenstvo. In če pomagaš na ta način, da se pravi spodbujaš ali pa podpiraš tiste firme, se pravi, da bojo na Gornjem Seniku, na pamet govorim, zelo si izmišljujem, ne? Bo eno podjetje v Monoštru bo zaposlovalo 7 ljudi, eno bo na Gornjem Seniku, eno bo nekje, in vsi skupaj bo zaposlovali 20 ljudi. In če bo država dala tem ljudem, slovenska država, ne? Bo rekel nekaj 1000 evrov spodbude in tam v teh ljudeh bo delalo nekaj Slovencov, ki bojo zaslužili več kot 300 evrov, ker če bojo zaslužili 300 evrov, ne bojo šli delati slovensko firmo, ne bojo šli delati mađarsko, mongolsko, pa v nobeno firmo, ker bojo šli rej v Jenersdorf, ker bi to, kar je Jože rekel, dobili 1000 evrov. Se pravi, mi moramo spostaviti razmere, da bojo ljudje tukaj lahko živeli dostojno življenje človeka. Gre se za to, da porabski Slovenci, koroški Slovenci, vsi Slovenci ali pa vsi ljudje rabijo najprej ene pogoje, da nahranijo svoje otroke, da imajo streho nad glavo in da imajo določen standard. To, ne, kar mi sanjamo včasih, ne, da smo mi zato, da smo Slovenci samo žrtvovali, ne, pa bomo bolj revno živeli, pa bomo manj zaslužili, pa bomo večje težave, to moramo pozabiti, tega ni več, ne. Pa nikdar ni bilo, ne, v resnici, ne.
če smo kdaj o tem govorili, smo se sprenevedali. Ljudje, tako kot mi, v matični Sloveniji, ti ljudje tukaj hočejo imeti normalne pogoje. Anita hoče imeti lepe čevlje, kaj ima danes, Joži hoče imeti dober avto, lepo stanovanje, to kot mi v Ljubljani, kot jaz. Hočem, da moji otroci hodijo v dobre šole, pa vi tako. In to je tisto, kar je treba. Ne? In ne smemo pričakovati, da se bojo oni za to, da bojo ostali Slovenci odrekli temu. Če to pričakujemo, je v štartu zgrešeno. Prosti, Boris, ampak kaj pa ste rekli,